Azerbejdžan je bivša Sovjetska republika, ki je neodvisnost od Sovjetske zveze razglasila leta 1991. Leži na področju Zakaukazja, kamor umeščamo še Gruzijo in Armenijo. Slednjo se je kmalu po razglasitvi samostojnosti zapletla v vojno in takrat je Azerbejdžan izgubil ozemlje Gornjega Karabaha, ki je danes pod okupacijo Armenije. Izguba tega ozemlja predstavlja veliko travmo za sicer z naravnimi viri izjemno bogato državo. Če želite potovati v Azerbejdžan, boste potrebovali vizo. Prav tako si je dobro pridobiti potovalno in zdravstveno zavarovanje. In kaj vse čaka popotnika v Azerbejdžanu? Najprej si morate seveda ogledati glavno in obenem največje mesto, to je Baku, mesto vetrov, ki leži ob Kaspijskem jezeru. V prestolnici, ki je lansko leto gostila 57. tekmovanje za pesem Evrovizije, živi 2,5 milijona ljudi. Moderni Baku je sestavljen iz 3 delov. Iz notranjega mesta, ki je njegov najstarejši del in ga obdajajo visoki zidovi, iz novega dela in sovjetskega dela. Del starega mesta sodi pod UNESCO-vo kulturno dediščino. Lep razgled na celoten del se odpre iz stolpa devic. Legenda, ki se je spletla okoli nastanka stolpa, izvira iz 12. stoletja in pravi takole. Kralj je želel omožiti svojo hči z moškim, ki ga ni ljubila. Očeta je mladenka kaznovala tako, da ga je prisilila, da ji zgradi stolp. Ko je bil stolp zgrajen, se je povzpela nanj in omahnila v smrt. Danes mestne oblasti veliko vlagajo v ta del mesta, saj želijo pritegniti turiste, ki šele odkrivajo privlačnosti Bakuja in Azerbejdžana. Znotraj utrjenih zidov ima pisarno tudi začasni slovenski konzul. Majhne trgovinice ponujajo spominke, ročno pletene preproge, čaje in še marsikaj. Večina kapitala je zgoščenega prav v Bakuju, ki so ga poimenovali Benetke vzhoda. Mesto je znanstveni, kulturni in industrijski center države. Tudi nekaj slovenskih podjetij se je dobro znašlo v tem mestu, ki je eno največjih odprtih gradbišč na svetu. V Bakuju radi podirajo svetovne rekorde. Imajo najvišji drog, ki meri v višino 162 metrov, na njem pa plavola azerbejdžanska zastava v velikosti 70 x 35 metrov. V prihodnosti pa se bo ob zelenem pasu obale Kaspijskega jezera raztezalo najdaljše sprehajališče na svetu. Če se ozremo naokoli, pa s pogledom ujamemo številne aktivne vrtine, kjer črpajo tako imenovano črno zlato ali nafto. Baku se lahko za svojo dolgoživost in bajno bogastvo zahvali prav bogatim nahajališčem nafte in zemeljskega plina. V začetku 20. stoletja je 50% svetovnih zalog načrpane nafte prišlo prav od tukaj. Promet v Bakuju in v državi nasploh je poglavje zase in izkušnja, ki je zlepa ne pozabiš. Avtomobili se prerivajo, izsiljujejo, šoferji histerično trobijo, krilijo z rokami in tudi kričijo. Naš obisk osrednje tržnice je bil zaradi gostega prometa skoraj odpovedan. A z vztrajnostjo in potrpežljivostjo se nam je do tržnice vendarle uspelo prebiti. Tam so na bogato obloženih stojnicah prodajali sveže sadje, zelenjavo, oreščke, rozine vseh velikosti, ribe in nešteto drugih očem privlačnih, a z besedo težko opisljivih pridelkov in izdelkov. Prodajalci so bili nasmejani in radovedni. Kdo smo in od kod prihajamo? Sicer pa Azerbejdžanci v svoji kuhinji uporabljajo veliko sveže zelenjave, od mesa pa največ ovčetine. Svinjine ne toliko, saj jim muslimanska veroizpoved to prepoveduje.
Vendar so tudi pri tem izjemno pragmatični, saj se na menijih brez težav znajde tudi meso divjih svin, ki pa so divje le pogojno. Razgiban svet, ki ga omejujejo Kaspijsko in Črno morje ter visoke gore Kavkaza, se na jugu pokrajine spremeni v ravnino. V regiji Satli ljudje živijo tako, kot smo bili pri nas vajeni nekaj desetletij nazaj. Živijo skromno, večina se ukvarja s poljedelstvom, sadjarstvom in živinorejo. Nezaposlenost je velika, najvišja pa seveda med invalidi in begunci iz Gornjega Karabaha, ki jih je na mejnem južnem delu z Armenijo zelo veliko. Ceste so slabe, posejane z velikimi luknjami, zato je uporaba terenskih vozil skoraj nujna. Na jugu države popotnik hitro odkrije čajnice. Gre za gostinske obrate v naravi, kjer strežejo osvežilen čaj in sladkarije. Tja se domačini radi umaknejo pred vročim soncem. Žensk v čajnicah ni. Večinoma se zadržujejo okoli hiš, skrbijo za gospodinjstvo, otroke in družinski proračun. Predsednik Azerbajdžana je že dobro desetletje Ilham Alijev, za katerega številni mednarodni politični analitiki in komentatorji menijo, da je izrazit avtokrat, ki s trdo roko vodi državo. Na predsedniškem stolčku je nasledil svojega očeta, kultnega Hajderja Alijeva, za časa katerega vladavine je bila končana vojna z Armenijo. Azerbajdžan je tudi ena najbolj skorumpiranih držav na svetu. Brez podkupnine namreč ni moč storiti skoraj nič. Potovanja v vojaško okupirano regijo Nagorno Karabaha še danes odsvetujejo. Čeprav sta Azerbajdžan in Armenija leta 1994 dosegla premirje, so mejni incidenti dokaj redni, nekatera področja pa so še vedno minirana. Čeprav je Azerbajdžan bogat z naravnimi viri, pa sta bogastvo in blišč vidna le v Bakuju. Podeželje bogati in izboljšuje svoj položaj počasi. Veliko dobrega jim bo v prihodnosti verjetno prinesla izgradnja avtoceste na legendarni svilnati poti, s katero bosta povezana Evropa in Kitajska. Kot zanimivost dodajamo, da državljani Azerbajdžana v Sloveniji večkrat obiščejo kraje, ki so povezani z njihovim mednarodnim herojem Mihajlom, ki je pokopan v bližini Nove Gorice in je stkal prijateljstvo med Slovenijo in Azerbajdžanom. Mihajlo je partizansko ime, bil pa je azerbajdžanski diverzant in obveščevalec 9. korpusa Narodno-osvobodilne vojske Jugoslavije. V Azerbajdžanu so nas navdušile naravne lepote, pestra kulinarična ponudba, gostoljubnost in odprtost ljudi ter bogata kulturna dediščina. Je pa tudi v tej azijski državici, tako kot drugje po svetu. Na eni strani beda in gola borba za preživetje, na drugi pa neizmerno bogastvo. Globalizacija in recesija nas žal povezujeta bolj kot kultura, gospodarstvo in zgodovina. Nič pa ne more izbrisati čara te za dolgo časa pozabljene in skrite dežele, ki jo danes znova odkrivamo in nas prevzema s svojimi lepotami in prvobitno prijaznostjo ter dobroto ljudi, ki smo jo pri nas že skoraj pozabili ali izgubili.